Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Z 31. marcem se bo začela nova kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije iz novega programskega obdobja 2023-2027. Katere novosti prinaša to programsko obdobje, kateri ukrepi bodo letos sofinancirani oziroma deležni podpor in na kaj morajo biti kmetje še posebej pozorni pri izpolnjevanju vlog, to je današnja tema oddaje Aktualno. Z mano v studiu sta Lidija Diklič iz Velenjske izpostave Kmetijsko-gozdarske zbornice Celje in Sonja Arlič, ki pravi, da se najraje predstavi kot kmetica, ste pa tudi članica sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Pozdrav obema. Pozdravljeni. Pa da se mogoče vendarle najprej spoznamo, gospa Lidija, kakšna je Velenjska izpostava, katero območje pokriva, morda celo koliko kmetov ali površin imate? Izpostava Velenje spada pod okrilje Kmetijsko-gozdarskega zavoda. Smo ena od 11 izpostav. Pokrivamo 3 občine, Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Zaposleni sva 2 strokovni sodelavki, splošni. Za področje dopolnilnih dejavnosti je pa zadolžena sodelavka iz izpostave Žalec. Kmetijska svetovalka za dopolnilne dejavnosti. In to je javna služba, a ne? To je, spadate pod ministrstvo in izvajate to javno službo? Izvajamo javno službo kmetijskega svetovanja. Gospa Sonja, kar nekaj funkcij ste imeli, pa jih še imate, ampak vendarle, kako bi pa sami sebe predstavili? Ja, jaz se najreč predstavim kot kmetica, ki je imela to srečo, da so ji starši omogočili izobrazbo. Sicer pa živim in delam na kmetiji v Škalah pri Velenju. Kmetija obsega 30 hektarov zemlje, od tega je 13 hektarov gozda pa 17 hektarov kmetijskih površin, to so travniki in pašniki. Drugače se pa ukvarjamo z prirejo mleka, imamo dobrih 100 komadov glav goveje živine, od tega je 54 krav, ostalo je pa plemenska živina, plemenske telice in teleta. Imamo tudi burske koze, teh imamo 15. Tako da v bistvu živimo od prireje mleka, na leto prodamo približno 370 tisoč litrov mleka in pa plemenske telice. To je to na kratko. Pa pri Kmetijsko-gozdarski zbornici? Ste članica sveta torej? Pri Kmetijsko-gozdarski zbornici sem bila pa, v prejšnjem mandatu sem bila tudi član sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice in upravnega odbora. Zdaj sem pa članica sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice, sem pa tudi članica odbora za mleko, strokovnega odbora za mleko. To so odbori, ki delujejo kot posvetovalni organ predsednika in upravnega odbora. To poudarjam zato, ker se pravi, ne skrbite samo za domačo kmetijo in domače dvorišče, ampak ste vendarle vpeti tudi v širše dogajanje. Pa če vprašam, a je zdaj čedalje težje kmetovati ali vendarle lažje? Tako, ko že v bistvu ugotavljamo vsi, vse je čedalje težje, a ne? Težje se je dogovarjati na funkcijah, kjer smo, težje je kmetovati, težje se je nekot vklopiti v vso to naglico, tako da je kar težko, no. Tako. No, Evropska unija ima skupno kmetijsko politiko in z vstopom v Evropsko unijo so tudi naši kmetje bili upravičeni do sofinanciranja raznih ukrepov. Kako so se naši kmetje pravzaprav prilagajali v tistem začetnem obdobju? Lahko malo poveste, je bilo veliko dilem, veliko denarja, ki ni bil porabljen? Moram reči, da vsak začetek programskega obdobja je prinesel kar precej novosti in tekom trajanja tega programskega obdobja so se seveda kmetje bolj ali manj uspešno prilagodili tem pogojem, tem zahtevam ukrepov kmetijske politike, da so sploh lahko prišli do sredstev, ki so jim bila na voljo. Tako da, kar se tiče
prvega in drugega stebra. Moram reči, da so bili kar uspešni. Tudi program razvoja podeželja, ki zajema naložbene cilje ali pa ukrepe, smo dokaj ali pa sorazmerno kar dobro izkoristili. Moram reči, da je nasploh območje Celjske in Koroške regije bilo pri kandidiranih na teh razpisih kar uspešno. Seveda se pa vsi kmetje za kandidiranje za pridobitev nepovratnih sredstev ne odločajo, raje investicije izvedejo sami in tako pač gre razvoj naprej. No. Smo bili pa eni izmed boljših v Sloveniji po koriščenju teh nepovratnih sredstev. Mogoče, gospa Sonja, če je mogoče pri nas zdaj živeti od kmetijstva brez kakršnih koli subvencij in pomoči in ugodnosti? Samo s ceno prireje. Težko je, da bi živeli samo od cene, ker pač cena absolutno ne pokriva stroškov. Ne? In to je največji problem. In jaz sem že enkrat rekla, pa so me hudo kregali, da če bi imeli realno ceno naših proizvodov, bi subvencije ne rabili. Ne? Samo to spet ne drži, ne moramo reči tak nasplošno, zato ker kmetije živijo v različnih okoljih. A ne? Zdaj pa tisti, ki imajo lažje pridelovalna območja, bi to mogoče še šlo, tisti, ki pa v težjih pridelovalnih območjih, pa to absolutno ne gre. In pač te subvencije so zelo dobrodošle, kar se pa tiče teh ukrepov, na katerih in razpisov, na katere pač kmetje kandidirajo, ne kandidirajo, denarja tek ni za vse dovolj. A ne? In tudi pogoji so včasih zelo taki čudni in pač se ljudje ne odločajo, ker treba vedeti, da to potegne za sabo tudi ogromno dela, ogromno nekih evidenc, računov in tako dalje. Birokracije, če rečemo po domače, čeprav bi si predstavljali, da na kmetijah pa tega ni. Ravno zato tudi ta oddaja, da malo po ukrepih povemo, kdo je do česa upravičen. Pa samo še čisto na kratko glede cen, velikokrat je to, ne? Pridelovalci so zvišali cene, rečejo trgovci, in zato trgovci višamo cene na policah. Tu nikoli ni enoznačno, ne? Ne, nikoli ni. Sej, če bi pogledali, pa ne vem, jaz bi bila zelo vesela, da bi potrošniki si kdaj bolj podrobno pogledali ta kolač razreza neke cene, ki jo vi ali pa mi kot potrošniki v trgovini plačamo. Vedno si največji delež odreže trgovina, najmanjši delež dobi pa kmet. Dobro, gremo zdaj k temu strateškemu načrtu skupne kmetijske politike 2023-2027. Ta ima tako nekako 3 splošne cilje in 9 specifičnih, pa vse ne bomo na pamet govorili, ne, pa vendarle povejte, kateri so to. Ja, med splošne cilje je strateški načrt Slovenije uvrstil zagotoviti pameten, konkurenčen, odporen in raznolik kmetijski sektor, ki zagotavlja neko dolgoročno prehransko varnost. Potem drugi cilj je varovanje okolja, vključno z ohranitvijo biotske raznovrstnosti, podnebni ukrepi za zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na izpuste toplogrednih plinov. Tretji cilj pa je krepitev socialno-ekonomskega podeželja. Potem pa so še specifični cilji, zagotoviti poštene dohodke, povečati konkurenčnost, uravnotežiti razmerja moči v verigi preskrbe z hrano, ukrepati v zvezi z podnebnimi spremembami, skrb za okolje, ohranitev krajine in biotske raznovrstnosti, podpirati generacijsko pomladitev, potem ustvariti dinamična podeželska območja
in na koncu tudi zaščititi kakovost hrane in zdravja ljudi in živali. Se pravi, to vse naj bi dosegli z temi ukrepi. Mogoče povemo tako za občutek, da je 1,7 in še nekaj evrov za vse te ukrepe za celo državo. Ne? Se pravi, sliši se morda veliko, ampak vendarle, kaj bi vi rekli? Ja, ta vsota je namenjena za celo programsko obdobje. Se pravi, za 5 let. Ja. Potem pa, če torej ta sredstva razdelimo na vsa kmetijska gospodarstva, se pa hitro vidi, da to ni tak strašno hud delež sredstev, ki jih kmetje dobijo. Gre za torej nove ukrepe, verjetno se na to, preden se začne ta kampanja, uradno se reče kampanja zbiranja vlog, pripravljate tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici oziroma na svetovalni službi. Ja, pravzaprav, odkar je bil ta strateški načrt sprejet, se že na nek način pripravljamo. Ministrstvo za kmetijstvo se je v tokrat res kar zelo potrudilo in nam pripravilo podrobne predstavitve posameznih sklopov, posameznih ukrepov, tako da bi mi lažje potem prenesli vse te informacije in tudi pravilne informacije do uporabnikov teh sredstev, do kmetov. Preden predstavimo posamezne ukrepe, gospa Sonja, a ste kmetje morda sodelovali pri teh pogovorih, kaj naj bi se sofinanciralo? Ste zadovoljni s tem, kar je na koncu, za eno grdo besedo rečem, izplen te skupne politike? Ja, pri pripravi teh dokumentov v bistvu to pripravi ministrstvo, ne? In potem gre seveda to na zbornico, kjer smo to premlevali, obračali, dopolnjevali. Kmetijsko-gozdarska zbornica je vedno imela en kup predlogov, ki bi bili bolj življenjski, no, jaz temu tako rečem, ali pa bolj pisani na kožo kmetom, ampak s tem ministrstvom zdaj je zelo težko. Jaz upam, no, da se bo v teh ukrepih pač vsak kmet poskušal najti. Je pa en problem, da kmetije, sploh pa govedorejske kmetije, to je večina kmetij v našem okolju, ki ga pač pokrivamo teh 3 občin, živimo od govedoreje in mi bi si želeli absolutno ukrepe, ki bi bolj pospeševali prirejo, pa bi bolj nam prišli nasprot, ker ti ukrepi, ki so tu predstavljeni, pa ki so nam bili tudi predstavljeni na svetu Kmetijsko-gozdarske zbornice, so bolj omejevalni, a ne? In to nas zelo moti, no? To nas zelo moti. In ena govedorejska kmetija, kjer živimo od svojega lastnega dela na kmetiji, se bo težko najdla v teh ukrepih, no? Ker so res tako naravnani, vse super, vse je treba varovati okolje, vse je treba, ampak enkrat se moramo pa resno vprašati, a rabimo tudi hrano. In verjetno, če je cilj, da bi bili čim bolj samozadostni, je potem vedno večji problem. Ja, to je absolutno. Recimo, če lahko samo en kratek primer, recimo Slovenija je samooskrbna pri govejem mesu, pa pri mleku, pa pri piščančjem mesu. Davč pod samooskrbo je pa pri zelenjavi. In zdaj po novem so zelenjadarje še naknadno obdavčili z dodatnim davkom in prosim, to ni nobene logike, ne? Namesto plačilnih pravic, to so 2 izraza, plačilne pravice pa neposredna plačila. Zdaj naj bi bilo vse neposredna plačila. Kakšna je sploh razlika? Kaj so plačilne pravice, kaj pa ta neposredna plačila? Zdaj najprej moram pojasniti, da neposredna plačila se imenuje prvi steber kmetijske politike. Tako se je imenoval tudi v prejšnjem programskem obdobju in v sklopu tega stebra je bilo več ukrepov. In eden izmed teh ukrepov je bilo osnovno plačilo, ki smo pa mi malo po domače rekli plačilne pravice.
In to osnovno plačilo se zdaj imenuje osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost. To se lahko nekako primerja med seboj. Kakšna je pa razlika? Plačilne pravice so se kmetom dodelile v prejšnjem programskem obdobju leta 2015. Dobili so jih toliko, kolikor je bilo takrat površin prijavljenih na zbirni vlogi. In vsaka kmetija je imela svojo vrednost, določeno svojo vrednost plačilne pravice. To je bilo prejšnje programsko obdobje pri plačilnih pravicah. Sedaj po novem osnovna dohodkovna podpora je pa enotno plačilo za vsa kmetijska gospodarstva. Vsi dobijo enako. Se pravi, ne glede na površine. Ne glede na kmetijo, glede na, pač to je plačilo na hektar, a ne. Prej so bile plačilne pravice, ki vsaka kmetija je imela svojo vrednost na hektar, sedaj imajo vsi enako vrednost na hektar. Pa razlika je v tem, da tole osnovno dohodkovno podporo za trajnostnost dobijo kmetije za vsa kmetijska zemljišča, ki jih prijavijo na zbirni vlogi, za vse upravičene površine. Se pravi, to je že en ukrep, ne, ta osnovna dohodkovna tako, podpora. Pri Tudi za plačilnih travnike? pravicah je bilo pa prej drugače, a ne, pač dobili so jih določeno število, z temi plačilnimi pravicami so lahko razpolagali. V primeru, da so površine povečali, so morali pač poiskati manjkajoče plačilne pravice pri kmetijah, ki jih niso potrebovali, ali so jih kupili, vzeli v najem, če pa so imeli srečo, so jih pa lahko pridobili pod posebnimi pogoji iz nacionalne rezerve. Je bil zelo zakompliciran sistem. To bo zdaj malo lažje. Zdaj ta osnovna dohodkovna podpora se dodeli pač za površino, najmanjšo upravičeno površino 1 hektar, znašala pa naj bi 184 evrov na hektar. In to samo kmetijska gospodarstva, ne recimo sem kupil hišo nekje, pa imam travnik ali pa so kmetijska zemljišča okrog, ne, ampak jaz nisem upravičena do kakšne subvencije ali nadomestila. Ja, zdaj ta plačila, do teh plačil so upravičena, govorimo zdaj o teh stebrih, o neposrednih plačilih. So upravičena kmetijska gospodarstva, ki izvajajo kmetijsko dejavnost, ki izpolnjujejo zahteve pogojenosti, ki imajo najmanj 1 hektar upravičenih površin in ki izpolnjujejo definicijo aktivnega kmeta. Poleg teh 4 pogojev pa seveda morajo izpolnjevati tudi zahteve posamezne intervencije, v katero se vključijo. No, to je bila osnovna dohodkovna podpora za trajnost, kaj pa dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora? To so taki izrazi. Ja, v glavnem ti pogoji, ki sem jih zdaj navedla, veljajo za vsa neposredna plačila, za vse intervencije, tudi za dopolnilno prerazporeditveno dohodkovno podporo, a ne? Do te dopolnilne prerazporeditvene dohodkovne podpore so pa upravičeni tisti, ki dobijo osnovna plačila, se pravi osnovno dohodkovno podporo, dobijo jo za prvih 8,2 hektara upravičenih površin. Se pravi, če je kmetija manjša od 8,2 hektara, bo dobila dodatno plačilo za vse kmetijske površine, tisti večji pač za preostale površine nažalost ne bodo upravičeni. Tu gre pa za dodatno plačilo za dobrih 27 evrov na hektar.
Kaj pa ta podpora za rejo drobnice, govedi, krave, dojilje, se pravi ti, ki imajo to, in pa za mleko v gorskih območjih, je pa tudi ta podpora? Ja, to je pa vezana dohodkovna podpora, ta je pa namenjena sektorjem v težavah, tako nekako so to poimenovali. Zdaj splošni pogoj je enak kot za neposredna plačila. Pri podpori za rejo drobnice to podporo lahko izkoristijo tisti rejci drobnice, ki imajo vsaj 14 živali ali 14 ovc ali koz. Potem urejene morajo imeti podatke v centralnem registru drobnice, rediti morajo najmanj 14 glav živali, ki so starejše od 9 mesecev, se pravi bolj odraslih, ki so namenjene za nadaljno rejo. Obdobje obvezne reje je pa od 15. marca pa do 31. julija. To je drobnica. Podpora za rejo govedi je malo spremenjena glede na prejšnjo programsko obdobje. Tu gre za podporo ob zakolu bika, vola ali telice. Pogoj je, da je ta žival bila na kmetijskem gospodarstvu najmanj 6 mesecev pred zakolom. In tudi za krave dojilje? Za krave dojilje. To sem še pozabila povedati pri reji govedi. Tu gre za 2 nivoja plačila. Kadar je kmetijsko gospodarstvo vključeno v ekološko kmetovanje ali pa izbrano kakovost, je plačilo višje, malo več kot 75 000 evrov na glavo. Če pa kmetija ni vključena v ti 2 shemi kakovosti, je pa plačilo nižje. Tako da je malo podpore tudi v tej smeri izboljšanja kakovosti. Podpora za rejo krav dojili. To je pa zahteva, da se redi vsaj 2 kravi dojilji, ki sta namenjeni vzreji telet, sta ustrezne pasme. Te pasme morajo biti mesne pasme ali kombinirane pasme ali pa križanke izključno med temi pasmami. Pogoj je tudi, da sta krava in tele skupaj najmanj 2 meseca. To je tudi obdobje obvezne reje. In tudi tu sta 2 nivoja. Malo više plačilo je za krave dojilje na OMD območjih, nižje plačilo je pa za krave dojilje izven teh območij. Se pravi, vsaka žival pa je registrirana, vodena, to je tisto, kar ste prej rekli, ne? Tudi vse evidence morajo biti. Kokoši še niso, ne? Ki so zdignile veliko prahu, ampak vse te živali pa morajo biti registrirani, se pravi tudi odkot so... Brez napake v registru kmetijskih gospodarstev. In potem tudi stalno usklajevanje? Mislim, ko pride nova žival, ko se skoti nova žival? To je treba vse sproti prijaviti, ne? Prijava prihoda na kmetijsko gospodarstvo je 7 dni. Ko se rodi novo tele na kmetiji, je rok za registracijo in vpis v centralni register 20 dni. In tu ni izjem. Te zahteve se kontrolirajo administrativno preko, jih agencija kontrolira preko Volusa. V to zagato so zdaj padli po novem tudi rejci drobnice, ki imajo prav tako rok prijave, odhod, prihod živali 7 dni in upam, da pri tem ne bojo imeli prevelikih težav, ker sledijo v primeru neizpolnjevanja tega seveda znižanja plačil.
Imate tudi pri vas kakšne kontrole, pridejo, preštejejo živali, pogledajo če številke? Ja, absolutno imamo kontrolo veterinarskega inšpektorja. Poleg tega je neko določeno obdobje, kjer lokalni koncesionarji naredijo pregled hleva, pogledajo vse živali, če so številčene, pregledajo register, pregledajo ambulantne dnevnike veterinarskih storitev, vse to, potne liste, ja, vsaka žival ima svojo osebno izkaznico, bi človek rekel, ne, in ko ti nekega teleta ali kravo telico prodaš kamorkoli, tisti potni list potuje z njo do končnega, do konca, no. Potem ne more biti tako, da pač žival pogine, pa jo kar nekdo nekam odpelje, jo bo pogrešal veterinar. Če je žival številčena, mora nekje biti. In dobro, sej recimo to smo že tudi videli, recimo na visokogorskih pašnikih, se lahko zgodi tudi, da žival kam pade. In to je prehudo, da bi to rešvali ven, pa da bi pol to odpeljali v kaloriferijo, pa tak naprej. Tako da za tam baje velja, da se odreže ušeso in da se pač ugotovi, da je ta žival pač poginila. No. Se pravi, da imate v bistvu vi kar eno pošteno tovarno doma z vsemi evidencami in vsakodnevno delo tudi s to birokracijo. Ja, ja. Kaj pa potem ta podpora za beljakovinske rastline, pa mogoče za nas laike poveste, katere so beljakovinske rastline? Ja, mogoče bi še prej omenila to podporo za mleko v gorskih območjih, ki smo jo prej izpustili. Tudi tu se zahteva reja vsaj 2 krav molznic, ki so na kmetijskem gospodarstvu na gorskem območju. Morajo biti ustrezne pasme, mlečne, kombinirane, križanke izključno pri teh pasem. Obdobje obvezne reje je pa tu od 31. marca do 31. julija. Zdaj pa podpora za beljakovinske rastline, ta podpora je že enkrat bila v letih 15 in 16, potem je bila ukinjena. Kmet mora posejati vsaj 30 arov njive za to beljakovinsko rastlino. Sem pa sodijo na primer krmne rastline, kot so lucerna, detelja, deteljno-travna mešanica, potem krmni bob, krmni grah, soja, grašica, bob, grah, fižol, čičerika, leča in grahor, so naštete. Posejati se morajo kot glavni posevek in zdaj, če gre za krmne rastline, kot so lucerna, detelja, deteljno-travna mešanica, lahko kmet pridobi plačilo, če ima obtežbo površin z živalmi vsaj 0,9 GVŽ na hektar in te površine mora vsaj 2-krat pokositi, razen izjemoma krmni grah ali bob, kjer je zahtevan vsaj en odkos. Ampak potem verjetno tudi se preverja, če je resnično tam raste to, kar kmet prijavi v vlogi. Seveda se preverja. Preverja agencija z pomočjo kontrole na kraju samem. Zdaj, z letom 2023 bo pa se po novem izvajala kontrola z pomočjo satelitskega sistema Sentinel, ki na tedensko ali pa na 14 dni preleti celotno območje Slovenije in snema za potrebe kmetijstva. In s pomočjo teh posnetkov agencija ugotavlja, ali je pravilno prijavljena kmetijska raba, lahko ugotovijo neupravičeno prijavljeno rabo, potem lahko ugotovijo, ali je pravilno prijavljena kmetijska rastlina, ki ste prej vprašali, lahko ugotovijo, če je košnja opravljena
v tistem obdobju, ki je zahtevano in podobno. No. Tako da na tem področju kontrol so se stvari res kar zaostrile in je res pomembno, da kmetje imajo gerke natančno prijavljene in da tudi potem pri oddaji zbirne vloge prijavijo tiste posevke, ki jih dejansko bojo posejali. Dajte vseeno povedati, kaj je gerk. Kmetje to vedo, ampak drugi naši gledalci? Ja. Gerk je kratica za grafično enoto rabe kmetijskega gospodarstva. Se pravi, sama raba, ne samo, da je kmetijsko. Ja, gre v bistvu za eno površino iste rabe, naprimer njiva, travnik, ki jo pač kmet obdeluje. Kaj pa sheme za podnebje, okolje in dobrobit živali? To pa mislim, da je čisto novo. Ja, to je pa čisto novo področje. Namen teh shem je, da se spodbudi kmete, da bi začeli kmetovati na tak način, da bi ohranjali biotsko raznovrstnost in zmanjšali te negativne vplive kmetijstva na podnebne spremembe. Gre tu za 11 shem. Če bi jih mogoče naštela, da je osnovni pogoj za pridobitev teh shem je enak kot pri neposrednih plačilih. Se pravi, 1 hektar, aktiven kmet, pa izvajanje teh zahtev, ki jih posamezna shema zahteva. Moram reči, da sheme so enoletne. Kmet se lahko vključi v eno shemo, 2, 3, 4, kolikor pač prisodi, da bi jih bilo primernih za njihovo kmetijsko gospodarstvo. Med leti se lahko površina menja, lahko drugo leto zopet zamenja sheme, je zelo prosto. Za spremljanje izvajanja teh pogojev bodo zahtevane neke minimalne evidence, brez tega ne bo šlo, evidence o delovnih opravilih samo za tiste površine, ki bojo vključene v to shemo, evidence o gnojenju tudi samo za tiste površine, ki bojo vključene v to shemo. Naslednje so še pa evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, te pa tako ali tako morajo voditi vsi uporabniki fitofarmacevtskih sredstev. To so eni taki splošni pogoji. Zdaj pa, če jih naštejem, te sheme, pa bi kar na kratko tudi malo pogoje. Prva shema je ekstenzivno travinje. In tu pri tem ekstenzivnem travinju se zahteva, da se vključi v shemo vse travnike na kmetijskem gospodarstvu. Obtežba površin naj bi bila od 0,2 do 0,9 GVŽ na hektar. Prepovedana je pa na teh površinah uporaba fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil v celoti. To je prva shema. Naslednja shema je tradicionalna raba travinja. V to shemo se pa lahko vključijo kmetje z maksimalno 20% trajnega travinja, ki ga imajo na kmetijskem gospodarstvu. Obtežba pa mora biti nad 0,9 GVŽ na hektar. Tu so omejeni z gnojenjem teh površin tudi z organskimi gnojili in ne smejo uporabljati mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik, in FFS tudi ne. Gre pa pri tem za 2 nivoja. Je travinje, ker je dovoljena maksimalna 2-kratna raba, in travinje, kjer je dovoljena maksimalna 3-kratna raba. Naslednja shema je gnojenje z živinskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak.
Tu gre za uporabo teh vlečenih sani ali pa cevi ali pa naprav za neposredno vdelavo tekočih organskih gnojil v tla, a ne, za gnojevko, predvsem za doseganje teh manjših izpustov v zrak. Kmetijsko gospodarstvo mora razpolagati s tako kmetijsko mehanizacijo ali pa najeti storitev, da pa potem hraniti račun. Ampak to je iz hleva, ne pa iz greznice domače, ne? Govorimo o gnojnici in gnojevki, a ne? Ja. Ki nastaja pri reji živali. Naslednja shema je dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka in toplogrednih plinov. Tu gre za uporabo posebnih mineralnih gnojil, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije in za uporabo krvnih dodatkov, ki vsebujejo pač dodatke, ki zmanjšujejo izpust metana pri reji krav molznic. Ta shema naj bi se začela izvajati z letom 2024, ne? Letos še ne. Naslednja je naknadni posevki in dosevki. Tu gre za setev neprezimnih in prezimnih posevkov. Kmet mora setev opraviti tako, da zagotovi v določenem obdobju zeleni pokrov, da je njiva prekrita z rastlinami v 70%. Pri neprezimnih posevkih je to obdobje od 15. avgusta do 15. oktobra, pri prezimnih posevkih pa od 1. septembra do 30. oktobra. In pri izvajanju te sheme ne sme uporabljati fitofarmacevtskih sredstev. Naslednja shema je ozelenitev ornih površin preko zime. Tu pa gre za zagotovitev zelenega pokrova od 15. novembra do 15. februarja. Potem pa se lahko ta posevek uporabi tudi v proizvodne namene. Pri obeh shemah sem pozabila povedati, da je treba posejati mešanico najmanj 2 rastlin ali pa medonosno rastlino kot samostojno rastlino. In ti naknadni posevki in dosevki, ta shema je priporočena za setev po žitih, po spravilu žit, dočim ozelenitev ornih površin preko zime pa je primerna za setev po spravilu koruze, a ne. Naslednja je konzervirajoča obdelava tal. Tu gre za uporabo posebnih pasivnih ali pa gnanih strojev za tak način obdelave. Oranje je prepovedano. Je pa tu dovoljena uporaba herbicida, vendar samo enkrat na leto, a ne enkrat v sezoni, ko se prideluje glavni posevek. Gole zaplate tal za poljskega škarjanca in varstvo gnezd pribe. Ti 2 shemi se izvajata samo na določenih območjih Slovenije. Tu na našem območju, v naši regiji teh gnezd ni, a ne? In se ti 2 shemi ne izvajata. Naslednja shema gnojenje le z organskimi gnojili za zagotavljanje dušika v trajnih nasadih. Že samo ime pove, a ne, da se kmet zaveže, da bo za gnojenje trajnih nasadov, se pravi sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov, uporabljal samo organska gnojila. Je to ena zahteva. In zadnja shema je še ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih. Tu gre pa za izvajanje 3 kmetijskih praks, in sicer zagotovitev življenjskega prostora
koristnim organizmom, potem gre za poseben način obdelave medvrstnega prostora in zadnje, da mi je pa iz glave ušlo, bom pa pogledala, se upravičujem. V glavnem tega je zelo veliko in to so tudi neke nove prakse. Navajeni smo, da so čez zimo njive gole. Aha, že vem. Zadnja ta kmetijska praksa je pa setev cvetočega pasu ob robu trajnega nasada. Tako. Da se lahko čebelice in drugi divji opraševalci pač pasejo na tem. Se pravi, to so neke zanimive novosti pravzaprav. Ta shema SOPO, to je bil kamen spotike cel čas, ko smo se pogovarjali o teh neposrednih plačilih. Ker ta SOPO je nadomestil tako imenovano zeleno komponento, sem prav povedala, ne? Ne. Ki so jo dobili vsi kmetje, a ne? Ne, če te lahko popravim, a ne? Te zahteve zelene komponente, ki so bile plačane v prejšnjem programskem obdobju, so se zdaj prenesle v pogojenost, a ne? In so obvezne za vse, ki se jih pač izpolnjevanje teh zahtev tiče, a ne? No, ampak ta SOPO s svojimi 11 intervencijami, točkami, ki jih je Lidija zdaj povedala, absolutno ne pridejo v poštev za nobeno resno govedorejsko kmetijo, ker si ne moramo jeti resne proizvodne na tak ekstenzivni način. Jaz to vse akceptiram, sprejemam take načine, ampak to če hočemo imeti samo oskrbo, če hočemo imeti krajino obdelano, bo pač treba se odločiti, ali bomo imeli gnezda ali bomo tudi kaj predelali za potrošnike. In za kmetije, govedorejske kmetije, ki so skoraj absolutno na travinju, noben izmed teh intervencij 11 ne pride v poštev. Na to smo opozarjali non-stop, nam so skozi govorili, dajte predloge, samo na absolutnem travinju težko najdeš neko intervencijo, ki bi pomagala tistim rejcem. No, verjetno pa dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete pa je bolj pride v poštev. Kako je s temi prevzemniki, so zdaj mladi gospodarji ali so še vedno predvsem starejši na kmetijah? Ja, zdaj ta dohodkovna podpora, dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete pa pripada mladim nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so mlajši od 40 let, ki so ustrezno usposobljeni. To se dokazuje z 3-letnimi delovnimi izkušnjami in ki prvič vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo. Se pravi, da so postali nosilci kmetijskega gospodarstva ali pa vodje na novo, ali pa v zadnjih 5 letih. In ta višina plačila je tam okrog 78 evrov. Vezano je pa to na tiste upravičene površine, ki so dobile osnovno dohodkovno podporo za trajnostnost. To je povezano, a ne? Zdaj pa, če ta drugi steber mogoče vseeno malo na hitreje gremo, čeprav so pravzaprav zelo zanimivi ukrepi, ne? Plačilo za naravne ali druge omejitve, kmetijsko, okoljska, podnebna plačila, za podnebne spremembe, naravne vire. Kaj lahko rečemo o tem drugem stebru? Ja, zdaj ta drugi steber pa sestavljajo OMD plačila, KOPOP plačila, potem pa še dobrobit živali, ekološko kmetovanje, čebelarjenje, lokalne pasme, biotično varstvo rastlin in plačila Natura 2000. A ne? Zdaj, če gremo najprej na OMD plačila, tu je bilo v letošnjem letu kar nekaj sprememb z tem letom, a ne. Določil se je nov model točkovanja, na novo so se izračunale točke OMD,
In še zdaj potekajo korekcije tega modela in te točke, ki so objavljene pa vidne v registru kmetijskega gospodarstva, so zaenkrat še pač neuradne, a ne? In to je eno, se pravi nov model točkovanja. Spremenila se je tudi formula izračuna vrednosti te točke in sicer je sestavljena iz števila točk, ne vrednosti točke, števila, mislim, vrednost na hektar, plačilo na hektar, sestavljena je, izračuna se pa tako, da se število točk pomnoži krat vrednost točke, a ne. So pa spet naredili eno izjemo pri tistih, ki redijo živali in tistih, ki jih ne redijo, če ima kmetijsko gospodarstvo trajno travinje in če ima obtežbo nad 0,2 GVŽ na hektar, je to plačilo normalno, tako kot za njive in trajne nasade. Če pa je obtežba manjša od 0,2 GVŽ na hektar ali pa da živali sploh nima, dobi pa za to trajno travinje nižjo plačilo, a ne. No, to bi bilo, kar se OMD-ja tiče, je pa to plačilo namenjeno, bi rekla, pokrivanju, delnemu pokrivanju izpada dohodka, ki nastaja na kmetijah zaradi nekih naravnih omejitev ali pa zaradi težjih pridelovalnih razmer za kmetovanje. Do tega plačila so upravičeni vsi, ki imajo več kot 1 hektar kmetijskih zemljišč. Najmanjša upravičena površina je pa tu 1 ar, a ne. Pri neposrednih plačilih sem pa prej pozabila povedati, da je najmanjša upravičena površina 10 arov. To so OMD plačila. Naslednji sklop so pa kmetijsko-okoljska podnebna plačila. Tu gre pa za nadstandardne kmetijske prakse in v te ukrepe se tudi ne vključijo vsi, ampak tisti, ki se res vidijo v tem, a ne. Tu gre za 31 operacij in te operacije so potem združene v 3 sklope: podnebne spremembe, naravni viri in biotska raznovrstnost. Pri podnebnih spremembah gre za izboljšanje kakovosti krme in načrtno krmljenje govedi in drobnice, pa pri prašičih krmljenje za zmanjšano količino dušika. Naravni viri zajemajo intervencije, vodni viri, ohranjanje kolobarja, integrirano pridelavo poljščin, zelenjave, hmelja, sadja, grozdja, potem uporabo biotehničnih metod za obvladovanje škodljivih organizmov v trajnih nasadih, neuporabo herbicidov in insekticidov v vinogradih, precizno gnojenje in škropljenje, senena prireja je tu notri in varovalni pasovi ob vodotokih, a ne. Potem zadnji sklop so pa naravovarstveni operacije, biotska raznovrstnost in krajina. Te so pa namenjene predvsem varovanju posebnih habitatov, traviščnih habitatov, habitatov metuljev, stelnikov, mokrotni traviščni habitati, ohranjanje mokrišč in barij, suhih kraških travnikov, visokodebelnih travniških sadovnjakov, strmih travnikov, grbinastih travnikov, ohranjanje mejic, obvladovanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, sobivanje z velikimi zvervmi, planinska paša, habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov in ohranjanje suhih travišč. Ampak tudi ti ukrepi so samo za aktivne kmete, bomo rekli, ne? Seveda. Nekake naravovarstvena društva in podobno. Ne. Zdaj absolutno aktivni kmet, a ne.
Splošni pogoj za vključitev v kmetijsko-okoljska podnebna plačila je, da ima pač kmetija ta 1 hektar. V posamezno operacijo se lahko vključi z najmanj 30 ari. Če uporablja mineralna gnojila, mora imeti za te površine izdelano analizo tal in gnojilni načrt. Potem voditi mora evidence o delovnih opravilih. V 5 letih mora upraviti 15-urno usposabljanje in ne sme uporabljati blata iz čistilnih naprav, digestata ali pa komposta. Mislim, da sem povedala vse te splošne zahteve, in vključitev v to shemo je res kar precej zahtevna. Potem imamo dobrobit živali, ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje, lokalna pasma, biotično varstvo rastlin, plačila Nature, torej to so vse neki ukrepi, ki so še dodatno tudi sofinancirani. Ampak zdaj, kako kmetovalci, rekli ste precej kritični do teh ukrepov oziroma, da jih je težko izpolnjevati. Mislite, da boste zdaj manj denarja dobili v primerjavi s prejšnjim obdobjem? Absolutno manj. Mi smo tudi za svojo kmetijo že preračunali, da bomo dobili dosti manj, zato ker je že ta nov model točkovanja nas je vrgel v nižji rang. Če smo imeli prej 263 točk, jih imamo zdaj 100 manj. Vrednost točke je po tisti 7-točkovni lestvici dodeljena oziroma se bo še spreminjala. Največji problem pa je, da ta nov model OMD ni dorečen in se spreminja. Mi si gremo v kampanjo, to smo že vse nekam poslali v Bruselj, to so nam vse požegnali, nismo pa dokončno rekli, tak bo pa fertik. Poleg tega moram pa spet ponoviti, da v Šaleški dolini imamo intenzivne, za slovenske razmere intenzivne kmetije govedorejske in spet se v tem drugem stebru kmetijske politike težko znajdeš, mogoče bi bil dobrobit, kjer je paša pa eradikacija, se pravi izkoreninjenje bovine virusne diareje, to je dodatno, ampak pri paši je spet omejitev 3 glave velike živine na hektar. To je premalj, absolutno premalj. Poleg tega ta famozna Natura 2000, v Sloveniji imamo 355 območij Nature 2000, ki obsega 37% celotnega ozemlja Slovenije. In na teh območjih je kmetovanje oteženo z novimi pogoji in z novimi omejitvami, bo pa še toliko težje. Zdaj čas se nam počasi izteka, pa bi morda vprašala, ali imate kmetje dovolj informacij, oziroma vi verjamem, da imate, ker ste tudi v svetu zbornice, ampak tako načeloma, ali imajo kmetje dovolj informacij, pridajo spraševati, ali se vloge oddajo samo elektronsko, se pravi, mora vsako gospodarstvo samo oddati elektronsko vlogo, ali jim tudi vi pomagate? Ja, informacije so seveda na voljo, ampak bi rekla ali pa položila na srce, naj si jih kmetje čim več pridobijo sami. Na spletnih straneh Kmetijsko-gozdarske zbornice je objavljen link vse o zbirnih vlogah za leto 2023 in tam so zbrane res vse informacije podrobne o vseh teh ukrepih. Dajte se čim bolj podučiti, tako bom rekla, ker tega je res ogromno in nikoli ne moreš v takem kratkem času vsega povedati. Čim bolj se informirati in priti potem na oddajo zbirne vloge tudi čim bolj pripravljen, že po možnosti odločen, v katere ukrepe se boš vključil. Vprašali ste tudi, ali se vloga oddaja elektronsko.
že kar precej let se zbirne vloge oddajajo elektronsko. Ne. Se pravi, kmetijstvo naprednejše od mnogih področji na tem področju. Mislim, da smo, kar se tega tiče, res zelo digitalizirani. Ne. Se pravi, lahko sami oddajo ali preko vas? Lahko oddajo sami, nekaj kmetij oddaja zbirne vloge samih, a ne. Večina kmetijskih gospodarstev še pa vseeno poišče pomoč pri nas. A ne. Pa da ne pozabiva povedati, dokdaj 31. se začne marca, dokdaj morajo oddati vlogo? Ja, kampanja se zaključi 10. julija. Zdaj v teh dneh še potekajo predstavitve teh ukrepov po terenu. Tudi bojo zdaj v kratkem že vsa kmetijska gospodarstva obveščena o datumih, o terminih, o urah vnosa, ne, pač način je tak, da ni neke gužve in negodovanja, da so ljudje naročeni in pridejo na tisti termin in se lahko samo njemu posvetimo, ne, kar je tudi prav. Se pravi, ta oseben stik na sveti še vedno pride v upoštev. Mogoče za konec, vendarle, vse nekaj smo že omenili, podeželje je tudi vse bolj mešano. Nekdaj so bile na podeželju kmetije in njive, zdaj so pa sodobne stanovanjske hiše in ljudje, ki prihajajo tudi iz mest in je kar nekaj kratkih stikov, recimo ta čas zaradi gnojenja. A nam lahko zdaj poveste, kdaj lahko kmetje gnojijo oziroma kako je s tem režimom? Ja, ta režim, bi rekla, predpisuje nitratna uredba in sicer so časovne prepovedi. Od 15. februarja do 1. marca se ne sme uporabljati tekočih živinskih gnojil, gnojevke, razen na njivah, kjer so posejane na žita ali pa travno-detelne mešanice. Kar se pa tiče gnoja, pa je prepoved je pa splošna prepoved do 15. februarja, od 1. decembra do 15. februarja. Se pravi, ta čas je čas za gnojenje? Seveda, narava se prebuja, vegetacija se je zbudila in če hočemo kaj predelati, je treba površine pognojiti. Je pa treba še enkrat povedati, da greznic in podobnih stvari se pač ne prazni na površine. Niti v vodotoke. Seveda ne. Ja. Kako vi opažate, to je nek kratek stik med ostalimi in kmetje, ker ena romantična podoba je, kako lepo je kmetovati in pridelovati hrano in ekološko vse, ampak resnica je potem malo drugačna. Tisti, ki tako mislijo, bi jih jaz povabila, ne pridejo sam za par dni, pa bojo videli, da na kmetijah ni nobene romantike. Kar se pa tiče tega odnosa med priseljenci oziroma med kmeti in ne kmeti, je pa to zelo odvisno od ljudi. Zelo odvisno. Recimo, jaz lahko rečem, da mi nimamo nekih težav. Je pa res, da se držimo protokolov. In tudi poskušamo, takrat, ko se med letom vozi gnojnica, da počakamo, da upamo, da bo dež, zato ker pri nas, ko pač imamo strmine, se takoj, ko pade ena rosa deža, ne moš več s traktorjem pa s cisterno na površine. To je ena stvar. Druga stvar je pač, da ljudje bi pač tudi mogli razumeti, da če pridejo na podeželje, da je pač treba to vzeti v zakup, Je pa težko pa tudi mogoče včasih komu dopoveš, da je gnojenje, kroženje snovi, organskih snovi v naravi, in da pač tek je bilo od nekdaj in nič drugače ne bo. Ko bomo pa že imeli one tovarne, ko bo meso kar raslo v laboratoriju, bo pa drugače. Ja, seveda, za uporabo organskih gnojil se ustvari krogotok kroženja hranil v naravi. To na tak način delajo tudi ekološke kmetije, da tisto, kar vzameš z pridelkom, vrneš v obliki organskih gnojil ali pa živalskih izločkov nazaj
za rastline. In še to, če smem, zdaj je zelo aktualen ogljični odtis. A ne? In ravno to kroženje teh hranil v naravi znižuje ogljični odtis. A ne? In govedoreja absolutno ni kriva za vse tegobe tega sveta, tako da to ni pošteno, no? In tudi ni, bi človek rekel, znanstveno dokazano. To se pač neki lobiji, ki to pač imajo podporo tudi medijev, si pač to lahko prvošijo. Ne? Tako, mislim, da smo veliko povedali, pa še bi lahko. Hvala lepa za vse te informacije. Mislim pa, da bo zahtevno. Nadzor je hud, ste rekli, omejitve tudi, tako da upam, da bo uspešno in da bo čim več kmetij seveda se razvijalo naprej, ne pa da se zapirajo oziroma ukinjajo. Hvala. Nasvidenje in hvala za povabilo. Tako, tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za pozornost. Lep večer še naprej vam želimo.